Spoštovane in spoštovani, s Konfucijem bomo začeli. Modri ljudje iščejo v sebi, navadni pa v drugih. Mi danes iščemo med najboljšimi inovatorji v regiji, ki jim bo stisk roke in priznanje. Upam, da bo to dobilo pravo mesto, dalo tudi novega zagona. Dober dan, spoštovane in spoštovani, visoki gostje, gospodarstveniki, predvsem inovatorji, nagrajenci in vsi, ki se udeležujete te res prijetne vsakoletne slovesnosti. Ob letu Osorej torej se družimo in tlakujemo pot prihodnosti. Gospodarska zbornica Slovenije, Severno-Primorska gospodarska zbornica je tudi letos glavni motivator in organizator dogodka. Seveda hvala, ker korake do uspeha delamo lahko ob podpori partnerjev Gospodarske zbornice Slovenije, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in agencije Spirit Slovenije. Že uvodoma pa gre zahvala tudi našim pokroviteljem, ki nam vsa ta leta ostajajo zvesti. Tudi zaradi vas si je podelitev priznanj inovacijam z leti pridobila sloves največjih primorskih gospodarskih dosežkov. Glas o najboljših, prav za voljo vaše podpore in našega druženja, seže tudi izven meja gospodarskih krogov, izven meja Primorske in tudi izven meja Slovenije. Proaktivnost in kreativnost sta vrednoti, ki sta vir prodornosti in prihodnosti. Nanje prisega tudi predsednik upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije, Severno-Primorske gospodarske zbornice, tudi direktor podjetja Inkom, gospod Boštjan Jerončič, ki ga vabim k pozdravni besedi. Dobrodošli na prazniku inovacij, kjer smo se danes zbrali, da praznujemo kreativnost, vztrajnost in pa vaše vizionarstvo. Ob tej priliki bi prisrčno pozdravil direktorico Gospodarske zbornice Slovenije, gospod Vesno Nahtigal, podžupana mestne občine Nova Gorica, gospoda Marka Tribušone in seveda vse partnerje, ki ste podprli to našo prireditev, kateri ste bili že tudi omenjeni v prvem delu. Pozdravil bi tudi inovatorje in inovatorke. Ob tej priliki bi vam že hkrati tudi čestital za vse priznanja, ki jih boste danes prejeli. Pozdravil bi učence in predstavnike osnovne šole Milojke Štrukelj iz Nove Gorice. Regijska zbornica, Severno-Primorska gospodarska zbornica, že leta spodbuja inovacijsko kulturo in tako letos praznujemo že 21. obletnico. Od prvega leta smo do danes zbrali že 251 prijav inovacij, na razpis se je letos prijavilo 15 prijav, rekordno pa je bilo leto 2021, ko smo zbrali 35 prijav. V povprečju prejemamo preko 12 prijav vsako leto. Ob tej priliki bi vas spodbudil, da drugo leto postanemo še boljši, še bolj inovativni, tako da vsako podjetje, ki ima željo, ki ima voljo, bom rekel, delati na tem področju, naj se izpostavi, naj se prijavi in na ta način bomo dobili še boljše in še inovativnejše izdelke. Nagrade, ki jih bomo podelili danes, so simbol priznanja, spoštovanja za vaše trdo delo, za zavzetost, za vaš trud, za izjemne dosežke. Prejemniki nagrad si zaslužite vse naše čestitke in spoštovanje. Vse to je seveda plod vašega trdega, skupnega dela in vsi vi spreminjate ta naš svet na bolje in v boljše smeri. Verjamem, da imate inovatorji že danes na zalogi veliko novih idej, veliko novih rešitev za naprej in prepričan sem, da bomo drugo leto še boljši in da imamo pred sabo svetlo prihodnost. Tako da vsem skupaj še enkrat čestitam in gremo na polno naprej. Hvala lepa. Najlepša hvala, res je, stremimo k napredku in prav je, da je temu tako. Kot sem že dejala, partnerja regijskih izborov za najboljše inovacije sta tudi agencija Spirit Slovenija in Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Ob tem pa vam, spoštovani zbrani, v.d. direktorja agencije Rok Capelj sporoča naslednje misli. V svetu podjetništva uspevajo drzni,
iznajdljivi in odločni. Današnji prejemniki priznanj ponovno dokazujete, da obstajajo odlične poslovne zgodbe, ki nam morajo biti vsem nam za zgled in dodatna motivacija za delo. Iskreno se vam zahvaljujemo, da s svojimi dosežki skrbite tudi za odlično promocijo podjetnosti in inovativnosti, tako za mlade, ki šele stopajo na pot podjetništva, kot tudi za ostala podjetja in širšo javnost. Zato vas z največjim veseljem podpiramo na vaši poti do uspeha, zaključuje gospod Capelj in se obenem opravičuje, ker ga danes ni z nami. Veseli pa smo, da lahko v naši sredini pozdravimo generalno direktorico Gospodarske zbornice Slovenije, gospo Vesno Natigalj, ki jo vabim pred mikrofon. Prosim lepo. Meni je v iskreno in veliko čast, da sem lahko danes tukaj z vami v imenu Gospodarske zbornice Slovenije. Zato vas lepo pozdravljam, vse tukaj zbrane, še posebej pa inovatorke in inovatorice. Inovativna Slovenija je eden najpomembnejših projektov Gospodarske zbornice Slovenije, saj je to spodbujevalec razvoja. Njegova dodana vrednost pa vidim tudi v tem, da raste tako rekoč iz baze navzgor, kot bi po regijah Slovenije gradili skupno piramido vse do njenega vrha z najboljšimi inovacijami na nacionalni ravni. Na letošnji razpis je prispelo kar 207 rekordnih prijav. Takšne odzive ne bi dosegli, če ne bi svoje spodbujevalne in povezovalne vloge odigrale naše regijske zbornice. In tukaj vse pohvale moje kolegici Nevenki Rožič-Volk in seveda tudi predsedniku. Tu se prepoznavajo potenciali. V regiji je zrasla ideja v tem projektu. Pred več kot 27 leti se je začelo to podeljevanje priznanj najboljšim inovacijam, tudi na nacionalni ravni. In čeprav tradicija v novodobni družbi nima enako žlahtnega pomena, kot ga je imela nekoč, na zbornici prav s tem projektom dokazujemo, kako se tradicija nadgrajuje, širi in plemeniti. Mnoge inovacije namreč nimajo pozitivnih učinkov le na gospodarstvo, ampak tudi na širše družbeno okolje. Preseganje meja pa se odraža tudi v sodelovanju, povezovanju gospodarstvenikov, raziskovalnih in izobraževalnih ustanov pri rojstvu inovacij. Ta pozitivna in ustvarjalna energija, ki se nalezljivo širi tudi med mlade rodove, kot vidim, in se odraža v novih izdelkih ter rešitvah, prinašajo optimizem vsem nam za jutri. Ne dovolimo, da bi jo kdorkoli zamejil, naj se širi. Vsem prejemnicam in prejemnikom priznanj iz severnoprimorske regije že vnaprej iskreno čestitam. In seveda vabim na snidenje 19. septembra na Brdu pri Kranju, kjer bomo ob dnevu inovativnosti podelili priznanja najboljšim inovatorkam in inovatorjem. Hvala. Najlepša hvala za te besede. S pozitivno in ustvarjalno energijo, kot je direktorica dejala, nadaljujemo tudi mi današnjo slovesnost. Velikokrat verjetno tudi kdo med vami, spoštovani prisotni, potrka na vrata mestne občine Nova Gorica, ki poskuša vzpostaviti prijazne pogoje za večji razcvet gospodarstva in gospodarskih dejavnosti v lokalnem okolju. Le skupaj lahko ustvarjamo odgovorno okolje in družbo nasploh, kar zahteva vztrajne korake, ki pa jih bomo v naslednjih nekaj minutah naredili s podžupanom mestne občine Nova Gorica. Z nami je gospod Marko Tribušon. Spoštovani, lepo pozdravljeni v imenu mestne občine Nova Gorica. Z velikim veseljem pozdravljam vse današnje goste, visoke goste, predvsem pa vas, inovatorje, ki ste za svojim delom pomembno prispevali k razvoju in tudi k današnji prireditvi. V veliko čast mi je, da sem lahko danes tukaj z vami, tako rekoč z gospodarstveniki, da ne v naši prelepi dvorani,
bom rekel, častimo in pozdravljamo samo kulturnike, ampak da skupaj tudi z delom gospodarstva, ki je sigurno gonilna sila vsega dobrega in kot pravimo, če gospodarstvu gre dobro tudi kulturi in športu, pomembno prispevate na tem segmentu. Vesel sem s številkami, ki sem jih slišal, kot je bilo že prej predstavljeno, 15 inovatorjev samo z našega dela severno-primorske regije, kar je sigurno velik uspeh in pomeni tudi, da imamo med sabo ljudi, ki razmišljajo v dobrobit vseh nas, v dobrobit gospodarstva, podjetništva, predvsem pa v smislu, da ohranimo in nadgradimo proizvodnjo in vse procese, ki jih še kako potrebujemo tudi v bodoče. Velika zasluga vsem prejemnikom današnjih priznanj, čestitke v imenu mestne občine. Jaz vam želim še veliko uspešnega dela na vašem področju oziroma na vseh področjih, ne samo na področju inovacij, ampak tudi pri vašem vsakdanjem delu in resnično upam, da boste v tem duhu nadaljevali in da se kmalu spet vidimo tudi v Novi Gorici. Srečno vsem, hvala. Pravijo, da je srečo treba deliti, pa nasmehe. Danes bomo delili aplavze in priznanja, pa tudi znanje. Center za razvoj in prenos znanja Univerze na Primorskem namreč uspešno sodeluje z gospodarstvom ter s svojimi aktivnostmi spodbuja raziskovalce k oblikovanju skupnih projektov. Danes bo gospod Leon Žunec predstavil Evropsko podjetniško mrežo. Evo, lep pozdrav vsem. Sem Leon Žunec, Centra za razvoj in prenos znanja Univerze na Primorskem in vam bom predstavil Enterprise Europe Network. To je business-to-business mreža, namenjena primarno podjetjem, tako da predstavnike podjetij tukaj nagovarjam k sodelovanju. In vam predstavil mrežo, podporno mrežo, ki je trenutno naš največji evropski projekt Univerze na Primorskem. In sicer obsega 60 držav po svetu, 600 lokacij, to je 600 pisarn. In 4000 lokalnih strokovnjakov, ki vam je na razpolago o vključitvi v mrežo. Zdaj, kako ta sistem deluje? No, tu so vsi sodelujoči, seveda smo pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije. To so vse države, ki so pokrite, gre malo hitreje kot ponavadi skozi, ker imam samo 3 minutke. No, vidite, da večina Evrope je zelo aktivno povezana, z njimi smo vsakodnevno v komunikaciji. Tako se lahko ogledate našo spletno stran in se povežete z nami na en.si. To je to. Borza poslovnih priložnosti. Tukaj gre za platformo, do katere vam mi kot svetovalci omogočamo dostop in predvsem tukaj pomagamo facilitirati, mediirati, pomagati, vzpostaviti kontakte z drugimi pisarnami in z drugimi podjetji širom Evrope. V praksi to pomeni tako, da vi v bistvu v mrežo lahko delite izkaze interesa. Torej, kaj bi vi želeli skleniti s podjetji, kakšne posle si želite, kaj ponujate, kaj bi vi želeli. Date lahko v mrežo kakršnokoli poslovno, tako rekoč, priložnost, expression of interest, in potem se mi povežemo z svetovalci v mreži in omogočimo povezavo podjetjema, da sklenejo posel. In to je naš končni cilj. Posel med podjetjama je naš uspeh in to je končni cilj tega projekta, da se podjetja povezujejo, da imajo business to business sklenjene pogodbe, posle, da sodelujejo in da gre predvsem za internacionalizacijo, za povezovanje podjetij med sabo. No, tu so primeri poslovnih ponudb, povpraševanj. To bomo tudi seveda dali to je objavljeno na strani, bomo tudi poslali, tako. Imamo tudi tehnološke ponudbe, R&R, to vse vam potem obrazložimo, ko se vključite v mrežo, kakšne načine lahko se oglašujete, na kakšne načine se lahko vključite v mrežo. Evo, tako. Zdaj, to je primer, zelo lep primer, nizozemski oblikovalec išče usposobljenega podjetnika za izdelavo steklenih izdelkov in se potem preko mreže identificira steklarje v Sloveniji, ki so vpisani in povezani z nami. In potem nastane uspešno partnerstvo. Zelo enostaven projekt, zelo uspešen projekt. Imamo res širok nabor storitev, ki jih omogočamo, torej povezovanje mednarodnih partnerstev, tukaj organiziramo posredniške dogodke, imamo podatkovno bazo partnerjev, imamo poslovne misije, potem svetujemo
Tu je predvsem pomembno svetovanje o zakonih standardih in tržne informacije ter podpora inovacij. Tukaj smo kot pisarna za prenos znanja še posebej tudi usposobljeni za delo na tem področju. Sektorjev je kar nekaj, tako da vidite, da pokrivamo res, bom rekel, praktično vse. No. Evo, to je eno uspešno podjetje Akrobat, slovenski izdelovalec trampolinov, se je povezal s podjetjem Jump King na Švedskem. Takoj, ko so sklenili posel in še sedaj uspešno sodelujejo, je to za nas postala zgodba o uspehu in zanje trajno poslovno sodelovanje. To je izjava Janeza Kavarja, livarna Mebron, s katerimi smo pravkar dosegli en velik uspeh, kjer je prišlo naročilo za okvirno 10.000 odlitkov oziroma manšetnih gumbov z švicarskim podjetjem, modnim podjetjem. Tako da ste prvi, ki ste nam v več kot 25 leti dela samo iniciativno prišli naproti in ponudili konkretno pomoč. Z njim smo bili 2-krat tedensko v navezi in potem je stekel posel in sodelovanje. To je bila zelo lepa zgodba zdaj. Predvsem zato, ker bo najverjetneje tudi prešlo v naslednjo generacijo podjetja. Tako, evo še kontaktni podatki za sodelavca Leona Pavliča, ki bi moral biti danes tukaj, ima žal druge obveznosti, ga opravičujem na tem mestu, in Leon Žunec, vodja pisarne, tako da na katerikoli naslov napišete, se povežete z nami, vas vključimo v mrežo in predstavimo vse podrobno. Najlepša hvala vam za pozornost. Vsako leto si pravzaprav podajamo roko tudi s Primorskim tehnološkim parkom Nova Gorica in tekmovanjem Popri, ki razvija nove generacije podjetnikov. In letos so bili Popri že 20. leto zapored. Podjetniška komisija je odločala, kdo je svojo idejo najbolje razvil poslovni model in te ideje kakopak tudi predstavil. Ekipe so se potegovale za zmage v kategorijah osnovnošolci, dijaki in mladi do 29. leta starosti. In med osnovnošolci so se najvišje na lestvici povzpeli učenci osnovne šole Milojke Štrukelj in dosegli odlično prvo mesto. In danes so z nami. Prvo mesto so dosegli z paličnjakom, torej palico za oporo rastlin. Bomo zdajle spoznali tudi mi. Ekipo sestavljajo Tinkara Kozjan, Nika Mamić in Tijan Kobal, ki pa ga danes ni z nami, ker ima priprave na olimpijado iz, mislim, da naravoslovja, kaj ne, dekleti? Sva Tinkara in Nika iz osnovne šole Milojke Štrukelj in kot je že povedano, vam bova predstavili paličnjaka. Z njim smo zmagali na Poprih 2023 tekmovanju za najboljšo podjetniško idejo v kategoriji osnovnošolcev. Problemi, s katerimi se srečujejo ljubitelji rastlin, so, da morajo rastlini priskrbeti novo oporo, kadar staro preraste, kar jim vzame čas in denar. Rastlina z gršo oporo tudi slabše izgleda. Oba problema rešuje paličnjak. To je podaljšljiva bambusova palica za oporo rastlin, ki mi pravimo, da raste z rastlino. Če imamo manjšo rastlino, lahko uporabimo le del palice. Paličnjak je tudi votel, zato lahko skozenj zalivamo rastline. Na trgu je veliko možnosti za oporo rastlin, vendar ima paličnjak največ prednosti in tudi nima konkurence. Naši ciljni kupci so gospe srednjih let in upokojenke. Paličnjaka pa bi kupovali tudi mlajši navdušenci nad rastlinami, ljudje, ki nimajo časa za oskrbo svojih rastlin, gibalno ovirani ljudje, cvetličarne, ki okrašujejo prostore podjetij z rastlinami in vrtnarije, ki gojijo rastline. Oglaševali pa bi ga v revijah in plakatih in letakih na Instagramu in Facebooku in tudi na sejmih, ki bi ljudje lahko tudi preizkusili. Prodajali pa bi ga na naši spletni strani, kjer bi bila cena 7,40 €, v cvetličarnah, vrtnih centrih in kmetijskih trgovinah. Za mnenje smo vprašali tudi cvetličarke in njihovo mnenje je bilo pozitivno. Paličnjake smo v cvetličarnah tudi razstavili, kjer so si jih lahko ogledali tudi obiskovalci cvetličarne. Za zagon podjetja bi potrebovali delavnico, ki bi bila to na začetku naša garaža, za izdelavo paličnjakov pa bambusove palice in manjše stroje ter orodje.
Hvala za vašo pozornost in upamo, da boste tudi vi podarili veselje vašemu zelenemu prijatelju. Najlepša hvala, samo še trenutek, prosim, za vas imamo še sladko presenečenje, brez nagrade, tudi na podelitvi inovacij ne gre. Iskrene čestitke, torej Tinkari in Niki čestita direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, Severno-primorske gospodarske zbornice. Inovacije so energija, če kdaj lahko to potrdimo po tejle predstavitvi, kaj ne? Hvala še enkrat in iskrene čestitke, pa naj bo zmag na vaši poslovni pa tudi osebni poti čim več skozi življenje. Zdaj pa, če ravno le v mislih lahko zaigrajo fanfare, kajti to je uvertura v slavnostno podelitev priznanj inovacijam Severno-primorske gospodarske zbornice za leto 2023. Ja, izbrali smo prvi poletni dan. Nekateri pravijo, da je poletje kot nalašč za še več motivacije. Sicer pa se verjetno vsi strinjate, kar smo med letom sejali, to bomo danes želi. Najprej bomo podelili bronasta priznanja. K podelitvi vabim direktorico Gospodarske zbornice Slovenije, Severno-primorske gospodarske zbornice, magistrico Nevenko Vovk-Rožič in člana komisije, gospoda Ludvika Kumarja. Obenem pa naj povem, da vsem nagrajenim že vnaprej čestita tudi predsednik komisije Matej Stres, ki pa je danes nujno zadržan. Torej, podelili bomo plakete in priznanja. Najprej prvo bronasto plaketo in priznanje, torej nagrada gre družbi GEN-I, sicer pa je inovacija naslovljena Skupaj do nižje porabe energije. Poglejmo. V GEN-I tudi v energetsko zahtevnih časih skrbimo za svoje odjemalce. S promocijsko kampanjo učinkovite rabe energije na kratko ure naše gospodinjske odjemalce spodbujamo k varčevanju in jim s konkretnimi nasveti pomagamo pri zmanjševanju porabe energije in s tem stroškov na računih. Z našim ambicioznim, družbeno odgovornim ciljem želimo doseči, da bo skupna poraba naših gospodinjskih odjemalcev v primerjavi s preteklim letom nižja za 10%. Več kot bo k temu prispeval posamezen odjemalec, večji bodo skupni prihranki in doprinos za okolje. In kar 19 inovatorjev, nekateri so z nami in vljudno jih vabim, da prevzamejo priznanja in plakete. Čestitke torej družbi GEN-I. Imamo naslednje bronasto priznanje, ki ostaja v GEN-I-ju, marketinški naziv inovacije, projekt Sales Runner. Poglejmo. Sales Runner močno poenostavlja proces sklepanja in urejanja pogodb za dobavo elektrike in plina. Je orodje za pripravo ponudb in pogodbene dokumentacije za stranke, ki omogoča popoln pregled nad stranko, vodenje komunikacije na enem mestu in ažurne informacije v vsakem trenutku. Stranke prejmejo samodejno generirane pogodbe v svoj e-nabiralnik v manj kot 15 minutah po vdanem povpraševanju, obenem pa jih lahko digitalno podpišejo, kar krepi trajnostno mišljenje. In seveda prevzemu priznanja in plakete vabim predstavnike Sales Runner inovacijske ekipe. Še nasmeh v fotoaparat in seveda naš aplavz še enkrat tudi ne bo škodil. Hvala lepa in čestitke. Naslednja z bronom nagrajena inovacija je naslovljena Mala hidroelektrarna Podselo in ekološki pretok, Senk d.o.o. pa podjetje ter številni inovatorji, ki jih bomo spoznali nekoliko kasneje. Po koncesijski pogodbi za izkoriščanje vode za proizvodnjo električne energije na Soči je preko pregrade Podselo treba spuščati minimalni ekološko sprejemljiv pretok.
Prej se je ekološki pretok zagotavljal s spuščanjem vode preko jezu. Inovacija mala hidroelektrarna pod Celo in ekološki pretok omogoča zagotavljanje ekološkega pretoka ob sočasni proizvodnji električne energije. Nova tehnična rešitev predstavlja inovativno umestitev potopnega agregata v obstoječi objekt več kot 80 let stare jezovne zgradbe. Hidroelektrarna pod Celo deluje 24 ur na dan, vse dni v letu in proizvede približno 770 MWh zelene električne energije letno. 9-krat hvala inovatorjem. In tu je že prevzemnik nagrade iz podjetja Senk d.o.o. Hvala lepa. Z bronom je nagrajena tudi inovacija digitalizacija kontrole kakovosti v proizvodnji medicinskih pripomočkov, pod katero se podpisujeta TIK d.o.o. in podjetje SAOP, ki pa se je šele po oddaji prijave preimenovalo v Safefor d.o.o. Sprememba je, morda je prav, da to pojasnimo, posledica strategije združevanja pod isto ime vseh v skupini Safefor in podjetje SAOP je del te skupine že od leta 2016. Torej TIK d.o.o. in SAOP d.o.o. Nova skupna programska rešitev TIK d.o.o. SAOP d.o.o. združuje vse kontrole na enem mestu. Potrditev prvih vzorcev, vhodno kontrolo, ocenjevanje dobaviteljev, prevzem procesa, medfazno kontrolo v proizvodnji, končno kontrolo, kontrolo zunanjih storitev, sterilizacije ter zagotavlja 100% sledljivost. Omogoča avtomatsko izdelavo certifikatne listine serije končnega izdelka. Takole spoznali smo inovacijo, zdaj pa spoznajmo še inovatorje. Prosim lepo. Hvala lepa in iskrene čestitke. Bronasto priznanje gre tudi podjetju Arctur za inovacijo e-posestni načrt. Spoznajmo jo skupaj. E-posestni načrt je interoperabilna spletna platforma za načrtovanje gozdarskega načrta, ki omogoča zbiranje, integracijo in interpretacijo podatkov o gozdni infrastrukturi in drugih podatkih, ki so na voljo v različnih javno dostopnih bazah. Z inovativnimi zmogljivostmi in funkcionalnostmi platforma omogoča, da lahko uporabnik z enostavno aplikacijo kadarkoli dostopa do celovitega pregleda svoje gozdne posesti. Spletna platforma je rezultat projekta eGost. In seveda odličnih inovatorjev, ki jih zdaj le vabim k prevzemu priznanja in plakete. Prosim lepo in aplavz za Arctur. Čestitke vsem bronastim nagrajencem. Na vrsti je srebro. Prvo srebro gre inovaciji Manera oziroma Munera 3. Pod njo pa se podpisujejo Šolski center Nova Gorica, Medpodjetniški izobraževalni center in konzorcijski partnerji, ki jih je kar nekaj, Gimnazija Celje, Center Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, Šolski center Celje, Šolski center Novo mesto, Šolski center Kranj, Biotehniški center Naklo, Srednja upravno-administrativna šola Ljubljana in Biotehniški izobraževalni center Ljubljana. Munera 3, poglejmo, za kaj gre. Munera 3 je s svojimi aktivnostmi ter znanjem in veščinami, ki jih je delila udeležencem izobraževanj in usposabljanj, ustvarila obsežen in strokovno bogat potencial, ki ga nikakor ne smemo zavreči, temveč ga je treba nadgrajevati naprej. Ustvarili so Munera 3 skupnost različnih deležnikov in izjemno dragoceno mrežo strokovnjakov. V okviru mednarodne inštitucije UNESCO UNEVOC je bila Munera 3 izbrana kot primer odlične učne prakse ter inovacije v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Življenje je potovanje, smo prebrali uvodoma. S tem se verjetno strinja tudi Adriana Hodak iz športnega centra.
Tukaj pa je direktor, prosim lepo. Seveda priznanja dobijo tudi vsi konzorcijski partnerji, nekoliko kasneje, prenesete pa jim seveda samo najboljše želje in čestitke. Hvala lepa. Naslednji prejemnik srebra je Seng d.o.o., merjenje zamašenosti rešetk, hladilne vode, črpalne hidroelektrarne Avče, pa nagrajena inovacija. Črpalna hidroelektrarna Avče je pomemben proizvajalec električne energije iz obnovljivega vira. Hkrati lahko energijo tudi skladišči. Problem, ki ga inovacija naslavlja, je preprečitev nenadnega in nenačrtovanega izpada elektrarne, ki ga povzroči zamašitev filtrov hladilne vode. Upravljalec s pomočjo grafa spremlja nivo vode v jašku in zamašenost rešetk, ter uro do 2 vnaprej predvidi zaustavitev elektrarne. Izpad tako pomembnega energetskega objekta predstavlja namreč veliko motnjo za celoten sistem in posledično angažiranje drugih proizvodnih virov. Z omenjeno inovacijo je zaustavitev elektrarne načrtovana in varna. Podmerjanje zamašenosti rešetk hladilne vode v črpalni hidroelektrarni Avče se podpisuje 5 inovatorjev. Kdo je z nami? Prosim ga in vabim k prevzemu priznanja. Spoštovani prisotni, danes bomo čestitali tudi podjetju Gostol Gopan iz Nove Gorice za srebrno priznanje in sicer za naziv inovacije sistem hlajenja kruha na vozičkih. Poglejmo. Sistem hlajenja in staranja kruha na vozičkih ter polnjenja in praznjenja vozičkov je namenjen avtomatizirani manipulaciji pladnjev s kruhom iz prvega dela linije na vozičke, večurni manipulaciji vozičkov s kruhom v ohlajenem prostoru ter nato manipulaciji kruha iz vozičkov na drugi del linije. Bistvo inovacije je cenejše in energijsko varčnejše staranje kruha ter olajšanje dela delavcev v pekarni. Razvijamo in načrtujemo, pravijo tudi inovatorji. Lepo pozdravljeni v naši družbi in vabljeni po priznanje. Inženirska ekipa Red Pitaja je razvila še en inovativen izdelek, ki je nagrajen s srebrnim priznanjem in ga bomo zdaj spoznali skupaj. Poglejmo. Inženirska ekipa Red Pitaja je razvila še en inovativen izdelek, ki omogoča pridobivanje in ustvarjanje več signalov. Ta cenovno dostopna večkanalna rešitev bo raziskovalcem in članom industrije pomagala hitreje in učinkoviteje reševati zahtevne težave. Ena od glavnih prednosti novega sistema je možnost izbire števila vhodov in izhodov glede na specifične potrebe projekta ter možnost nadgradnje kadarkoli z nakupom dodatnega vezja. Dragi inovatorji, veseli smo, da se danes veselimo z vami in da vam bomo lahko čestitali. Prosim. Naziv inovacije STEM Lab 125-14X Channel System. Čestitke Red Pitaji. Naziv naslednje inovacije se glasi Sistem inovativnega balansiranja ventilatorjev. Pod njo se podpisujejo inovatorji, ki prihajajo iz Hidrije d.o.o. Še eno srebro je pred nami. Balansiranje ventilatorja je pomemben standard pri proizvodnji visoko zahtevnih ventilatorjev s podobnim učinkom kot balansiranje pnevmatik. Hidrija je s preprosto, a učinkovito spremembo procesa proizvodnje uvedla nov postopek balansiranja ventilatorjev brez elektronike z uporabo frekvenčnika. Inovacija je omogočila časovni prihranek 100 sekund na kos na proizvodni liniji, krepko povečala kapaciteto linije ter fleksibilnost podjetja pri odzivu na naročila kupcev. Čestitke inovatorjem, zaploskajmo, nekdo že prihaja po priznanje.
Kot rečeno, čestitke Hidri in inovaciji sistem inovativnega balansiranja ventilatorjev. Kolektor, orodjarna avtomatizacija in strojegradnja. Vse to je pravzaprav pot naslednje inovacije Gen 2, naslovljene Poganjamo prihodnost v avtomobilski industriji s standardizirano modularno proizvodnjo. Zakaj gre? Tudi mene zanima. Gen 2 predstavlja modularno linijo za proizvodnjo kompleksnih hibridnih izdelkov za avtomobilsko industrijo, ki temelji na standardiziranih, modularnih in varnostno ločenih podsistemih. Ta pristop omogoča učinkovito procesiranje novih projektov brez večjih časovnih in finančnih investicij, kar prispeva k dolgoročni konkurenčnosti in poslovni uspešnosti poslovnega programa oziroma proizvodnje komponent za avtomobilski trg v koncernu Kolektor. Inovacija namreč določa povsem nov poslovni model. Poglejmo, kdo na današnji slovesnosti zastopa vseh 8 inovatorjev. Srebrom je nagrajena tudi Univerza v Novi Gorici za inovacijo olefinske plastične kartuše za biosenzorje. Univerza v Novi Gorici in podjetje Oral d.o.o. sta razvila okolju prijazno metodo optimizacije olefinske polimerne folije, ki se lahko uporablja kot kartuša v biosenzorjih. Metoda predvideva začetno obdelavo folije s kisikovo plazmo, sledi kemična modifikacija površine s potopitvijo v raztopino iz etanola, vode in GPTS-a. Ta proces zagotovi, da površina kartuše nase veže toksine, bakterije in viruse, ki jih biosenzor nato prepozna s pomočjo fluorescence. Dragi inovatorji, iskrene čestitke za srebrno uvrstitev. Hvala tudi obema podeljevalcema. Nadaljujemo namreč z rumenim leskom, če se takole izrazim, najvišjimi, torej zlatimi priznanji, ki se bodo potegovala tudi za najvišjo uvrstitev na nacionalnem nivoju. Slišali smo, v septembru se bo zgodila. Podeljevalca pa sta predsednik upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije, Severnoprimorske gospodarske zbornice, gospod Boštjan Jarončič, in generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, gospa Vesna Natigal. Prosim lepo. In poglejmo, kam gre prvo zlato. Hidrija in električni priključek sistema izpušnih plinov, nagrajena inovacija. Električni priključek sistema izpušnih plinov z delovanjem pri zahtevnih karakteristikah preprečuje puščanje izpušnih plinov, drastično zmanjšuje škodljive emisije pri zagonih motorja, omogoča delovanje v temperaturnem območju od -40 do +1000 stopinj Celzija. Izdelek je uporaben za bencinske, dizelske ali hibridne motorje ter presega vse, tudi trenutno najnaprednejši Euro 7 standard. Hidrija je za izdelek uspešno pridobila EU patent, v teku pa je tudi pridobivanje mednarodnega patenta. Dragi inovatorji, naš poklon za zlato, za inovacijo, ki se bo potegovala, kot rečeno, tudi za najvišjo uvrstitev na nacionalnem nivoju. Prosim. Tudi te čestitke, kako pak, prihajajo iz srca in mi se veselimo z vami. Dragi zbrani, spoštovane in spoštovani, ostajamo v Hidriji. V Hidrijo gre tudi naslednje zlato priznanje za inovacijo visoko temperaturno zaznavalo izpušnih plinov. Čestitali bomo kar 11 inovatorjem. V razredu tovornih vozil ter težke mehanizacije je zaradi faktorja teže hitra elektrifikacija zelo malo verjetna.
Ker pa bo v takšnih strojih kljub temu potrebno krepko zmanjšati izpuste, rešitve za zmanjševanje odtisa teh vozil zahtevajo razvoj napredne senzorike. Hidriino visokotemperaturno zaznavalo plinov omogoča izjemno natančne meritve, ki omogočajo učinkovito delovanje filtrov. Hidriino prebojno inovacijo so zaščitili z vložitvijo 2 pomembnih patentov. Čestitke Hidri in čestitke inovatorjem. In še zadnje zlato danes, Mal Electric Drive Slovenija d.o.o. in naziv inovacije, kompakten, visokonapetostni avtomobilski pogonski električni motor, ki ga bomo zdajle spoznali skupaj. V Male so razvili in industrializirali visokonapetostni električni motor za pogon hibridnih vozil. Motor odlikujejo nizka masa, visok izkoristek, velika moč in visoki vrtljaji. Za ta produkt je bila razvita inovativna sestava rotorskih paketov Nagred, ki je v postopku patentiranja. Motor je prestal zahtevne preizkuse po avtomobilskih standardih. Pritrjen je na menjalnik superšportnega vozila prestižne znamke. Skupaj z V12 termičnim motorjem proizvede preko 1000 konjskih moči. Z elektrifikacijo vozila so se emisije ogljikovega dioksida zmanjšale za 30%. Dragi inovatorji, dovolite, da vam sežemo v roke. Kot rečeno, vsa 3 zlato nagrajena priznanja oziroma inovacije gredo tudi na nacionalni nivo. In najlepša hvala tudi podeljevalcema. Verjamem, da bo še časa za stiske rok tudi v predvirju, kamor ste kmalu prav vsi prijazno vabljeni. Vsi nagrajeni inovatorji pa še enkrat po zaključku slovesnosti povabljeni k skupinski fotografiji, tako v tejle dvorani, kot tudi v atriju Mestne občine Nova Gorica. Še enkrat iskrene čestitke in hvala vsem vam, ker ste bili z nami. Poslanstvo Gospodarske zbornice Slovenije ostaja izboljševanje poslovnega okolja, kar posledično seveda omogoča večjo gospodarsko rast. In z dogodki, kot je današnji, brez dvoma delamo korake v pravo smer. Velikokrat namreč slišimo, da so inovacije motor gospodarstva. Zato vam želim, da ostanete polni novih idej, drzni, iznajdljivi in naj bodo vaši poslovni koraki še naprej odločni. Le če imamo velike cilje, se lahko zgodijo velike stvari. Hvala za pozornost in srečno in uspešno naprej.